Radijski roman Pot do resnice. Pričevanje muslimanke iz Bosne, ki je srečala Kristusa. Bere Mateja Subotičanec. Dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, in dobrodošli pri poslušanju novega dela radijskega romana Pot do resnice. Spremljamo glavno junakinjo Ano, ki se bori z nemajhnimi težavami. Tramvaji so okoli 23. ure prenehali voziti. Kam sedaj? Vedela sem samo to, da potrebujem zavetišče. Tisti trenutek sem se spomnila, da se v enem izmed delov mesta nahajajo ruševine, hiše, ki jih po vojni še niso obnovili. Izstopila sem iz tramvaja in se z avtobusom napotila v smeri tega naselja. Čeprav so bile okoliške stavbe popolnoma osvetljene, na nekaterih oknih pa so se svetili novoletni okraski, je bilo teh nekaj dotrajanih, zapuščenih hiš v popolni temi. Le krdelo psov, bilo jih je 7, se je samozavestno sprehajalo od hiše do hiše. Nisem jih motila, zato niso lajali. Izgledalo je, da so območje čuvali le pred drugimi psi. Ena izmed teh hiš je imela 2 nadstropji. Streha je bila delno porušena, stene pa razpokane. Ni bilo ne oken, ne vrat. Na njej pa je bila ena okenska odprtina pokrita s plastično folijo, ki jo je namestil nekdo, ki je nekoč tukaj živel. Zaudarjalo je po človeških iztrebkih in fekalijah, ker so očitno mimoidoči in Bog ve kdo še uporabljali ta objekt kot javno stranišče. Počasi sem vstopila. V notranjosti je bilo vsega. Smeti, ki so jih kdo ve kdaj prinesli in tam pustili. Bilo je gnilo pohištvo in celo obleke. Izgleda, da so se sosedje odločili, da ravno v to hišo odlagajo problematične odpadke, za katere bi morali plačati odvoz. Prebila sem se skozi vse te odpadke in prišla do sobe s plastično folijo. Ni bila hotelska soba, vendar mi je služila kot zaklonišče pred hladnim januarskim vetrom. Tam sem našla tudi zaboj, ki mi je služil kot stol. Ker je bilo kljub temu prehladno, sem se odločila prižgati majhen ogenj. V žepu sem imela vžigalnik in majhno žepno baterijo. Kadila sem, vendar sem se, odkar sem izvedela, da sem noseča, cigaretam skoraj povsem odpovedala. Vžigalnik sem vseeno zadržala, predvsem zato, ker je bila na nasprotni strani svetilka. Vključila sem to žepno svetilko in odšla poiskat nekaj, kar bi lahko bilo kurivo za ogenj. Vse povsod, po hodniku in ostalih prostorih, sem se morala umikati iztrebkom, in ko sem v eni roki držala svetilko, sem z drugo kopala po smeteh. Našla sem nekaj kartonov in star avtomobilski sedež z izrezano gobo. Sedež sem želela prenesti v svojo sobo, v navednicah, vendar je bil pretežak. Z rokami sem iztrgala nekaj večjih kosov gobe ter se z njimi vrnila v sobo. Na betonu, na katerem je bil nekoč parket, sem najprej s kartonom zakurila majhen ogenj. Seveda ni bil dovolj velik, da bi se ogrela. Potem pa sem nanj vrgla večji kos gobe, ki je takoj začela goreti. Vendar se je, namesto da bi ogenj zagorel in me ogrel, goba začela topiti in grozno smrdeti. Prostor se je hitro napolnil z neznosnim smradom. Začela sem kašljati kot še nikoli do tedaj. Pobegnila sem ven, dim pa se je razlezel po vseh prostorih. Nekaj časa sem počakala zunaj,
potem pa sem se vrnila v hišo. Bilo je grozno zadušljivo. Vendar sem kljub temu morala ostati tam. Zunaj je bilo pod -10 stopinj Celzija. Zelo je bilo hladno. Vendar sem se odločila, da to noč ne bom več prižgala ognja. Zvila sem se v kot, prislonila na hrbet ter se z glavo obrnila proti nasprotnemu zidu. Vsa sem se zavila v jakno in si poskušala zaščititi telo. To mi ni povsem uspelo. Kljub temu, da sem imela obute zimske čevlje, me je začelo zebsti v noge. Glavo sem porinila v jakno, da bi si pokrila nos in usta. Da bi mi bilo čim bolj toplo, sem poskušala, kolikor sem lahko, skrčiti kolena, podobno kot plavalci pred skokom v vodo z rokami objamejo svoja kolena. Otročič v meni je poskakoval in protestiral zaradi neugodnega položaja. Na ta način sem ga potiskala in to mu ni bilo všeč. Ves čas me je mučilo vprašanje, kaj naj naredim jutri? Kam naj grem? Skušala sem se spomniti neke državne ali človekoljubne ustanove, v kateri bi dobila pomoč, vendar se nisem spomnila nobene. Toda jutri moram nekaj ukreniti, sem se odločila. Tolažeč se, da bo vse v redu, sem zaspala tik pred jutrom. Hitro me je prebudil mraz. Skozi folijo je bila vidna jutranja svetloba, vendar nisem mogla videti, kakšno je vreme. Vstala sem, pretegnila roke in noge. Bolela me je vsaka kost. Hrbet, vrat, noge. Stopal nisem več čutila. Zaradi mraza so otrdela. Na hitro sem vstala in odšla iz svoje sobe. Zdaj šele sem jasno videla smetišče. V sobi, kjer sem našla sedež, sem zdaj videla uporabljene igle in injekcije. Ležale so zraven stola. Takrat sem spoznala, da so to mesto občasno uporabljali narkomani in ostali odvisniki, ki so potrebovali prostor za uživanje droge. Mesto, kjer jih ne bi nihče vznemirjal. Sodeč po izsušenih in zbledelih sledovih krvi, tukaj že zelo dolgo ni bilo nikogar. Verjetno je bilo preveč hladno, da bi prihajali na to hladno vetrovno mesto. Noč prej me je čuval sam Bog, ko sem tavala in prebirala smeti, da se nisem poškodovala na kateri izmed mnogih umazanih igel, ki so, ko govorimo o narkomanih, izvor okužb s hepatitisom, HIV-om in mnogimi drugimi infekcijami, ki so prisotne v teh skupinah. Na izhodu iz hiše so me pričakali psi. Tudi oni so bili lačni in utrujeni. Nisem jih zanimala. Le nezainteresirano so me gledali, kot da bi vedeli, da imam tudi sama dovolj problemov in da jim nisem grožnja. Odšla sem na glavno ulico ter po redkih mimoidočih zaključila, da je še zgodaj, morda okoli 7 ure. Odšla sem do bližnje pekarne ter za zajtrk kupila nekaj peciva, potem pa sem krenila na glavno avtobusno postajo, oddaljeno približno 10 minut. Vedela sem, da tam lahko dobim pijačo, ker delajo od 6. ure zjutraj, ko začnejo voziti vozila prvih mednarodnih linij. Ravno na tej postaji sem zadnjič videla Saša, in ko sem se približala stavbi, sem se spet spomnila najinega slovesa. Videla sem, kako stoji na postajališču in mi ob odhodu maha s 7 iztegnjenimi prsti. Občutila sem, kot bi me nekaj stiskalo za vrat, in solze so spet stekle kar same.
Instinktivno sem se z roko pogladila po velikem trebuhu pod jakno. Nisem hotela jokati, toda solz nisem mogla zadržati. Vstopila sem rdečih lic in oči, vendar nikomur to ni bilo nič nenavadnega. Avtobusne postaje so namreč mesta mnogih sloves. Zato so objokani ljudje tukaj nekaj povsem običajnega. Sedla sem v kot in naročila čaj. Čeprav nisem ljubiteljica tega napitka, sem si ga zaželela najprej. Potrebovala sem nekaj, kar bi me pogrelo. Ko je toplota prostora začela počasi ogrevati moje premrlo telo, sem začutila nek močan vonj nečesa gorečega. Natakar mi je prinesel čaj in odšel. Jaz pa sem vzela sveže pecivo. Medtem ko sem jedla, sem premišljevala, kako naprej. Najprej sem pomislila, da bi poskusila pri socialni službi. Ja, najprej moram obiskati njih. Bila sem prepričana, da mi bodo pomagali. Po čaju in pecivu sem spila kavo in že je bila ura več kot 8. Socialna služba že gotovo dela, sem pomislila. Poklicala sem natakarja, poravnala račun, ki je znašal točno 5 mark, vsi napitki so na avtobusnih in železniških postajah avtomatično dražji. Hotela sem obleči jakno in ugotovila, od kod prihaja neprijeten vonj. Prejšnjo noč, ko sem prižgala gobo, da bi se ogrela, je moja obleka potegnila nase ta neprijeten vonj. Grozno. Preden sem odšla v center socialne službe, sem si na postajnem javnem stranišču umila obraz, roke in se počesala. Voda ni izmila mojih temnih podočnjakov, niti izbrisala bledila iz mojega utrujenega obraza. Počutila sem se zlomljena. Na socialni sem gospo na informacijah ljubeznivo vprašala, na koga se moram obrniti. Na kratko sem povedala, v kakšni situaciji se nahajam in zaprosila za pomoč. Ona me je ves čas poslušala in mi na koncu, brez najmanjšega sledu emocije v glasu, odgovorila. Gospa, mi imamo vsak dan nekaj podobnih primerov. Nikakor vam ne moremo priskrbeti namestitve. Tukaj imate formularje, izpolnite jih ter nam jih oddajte in ko bomo delili hrano ali obleko, vas bomo kontaktirali. Prosim vas, nujno potrebujem namestitev. Rodila bom čez 2 do 3 tedne. Sobica? Sem vprašala zlomljeno šepetajoč. Trenutno imamo približno 300 prošenj za namestitev. Tukaj imate formularje, izpolnite jih in ko pridete na vrsto, vas obvestimo. In ko boste rodili, priložite še otrokov rojstni list. S tem se bodo povečale vaše možnosti za hitrejšo rešitev položaja. Do takrat pa se morate znajti sami. Je še dodala uslužbenka, vstala ter krenila proti vratom, na katerih je bil napis kuhinja. Ko je odprla vrata, je vse prisotne v čakalnici, bilo nas je 10, zajel vonj sveže kuhane kave. Gospa je odšla s sodelavci na sveže kuhano jutranjo kavo. Kaj pa jaz? Izpolnila sem vse formularje, za kar sem potrebovala celo uro. Končala sem točno takrat, ko se je uslužbenka vrnila s pavze. Vrnila sem mi vzorno izpolnjene papirje. Ona jih je pregledala in me presenečeno vprašala, niste napisali naslova in telefonske številke, da bi vas lahko kontaktirali. Počutila sem se, kot da bi nekdo name zlil vedro vroče vode. Presenečeno sem jo gledala ter skoraj zakričala. Jaz nimam naslova, ker nimam kje živeti. To pomeni, da tudi telefona nimam. Vendar to nanjo
ni naredilo nobenega vtisa. Kako naj vam javimo, če se vaša zadeva reši? Nič, pridite vprašat čez mesec dni, prej se zadeva gotovo ne bo uredila. Nasvidenje, je še hladno dodala na koncu in pospravila mojo zahtevo na dno kupa zahtev v svoj predalnik. Brez besed sem zapustila socialno. Nisem vedela, kako naprej. Kam naj grem zdaj? Na katera vrata naj potrkam? Na ulici je še vladal jutranji mraz, oblaki na nebu pa niso obljubljali niti lažnive toplote zimskega sonca. Več kot 1 uro sem bila v toplem, ogrevanem prostoru, zdaj pa sem se vrnila na hladen zrak in veter. Zato me je začelo zebsti in začela sem se spraševati, kako naj se pogrejem in kje. Vedela sem, če vstopim v kakršenkoli lokal, moram nekaj naročiti. Vendar nisem imela preveč denarja, to je bil zame prestiž. Morala sem varčevati. Tako, spet mi je ostal tramvaj. Seveda, ker sem bila noseča, so mi ljudje odstopili mesto, jaz pa sem se udobno namestila. Čeprav je bil zrak zatohel, je bilo vsaj toplo. Obraz sem naslonila na okno ter zaspala. Dokler mi ni nekdo rahlo stresel rame, nisem vedela, da sem se potopila v sen. Presenečena sem se ozrla okoli sebe. Tramvaj je bil prazen. Voznik je bil sam in me je budil. Oprostite, prispeli smo na zadnjo postajo. Tukaj bom počakal 10 minut, potem se po voznem redu vračam v mesto. Ali ste zgrešili postajo? Bilo mi je zelo nerodno, vendar sem se v trenutku spomnila in odgovorila. Oprostite, od jutra sem poskušala urediti neke obveznosti, vezane na dokumente in bila sem tako utrujena, da sem v toplem tramvaju zaspala. Takoj bom se stopila in se prestavila na drug tramvaj. Prosim vas, da mi oprostite, zelo mi je nerodno, sem se opravičevala, ko sem vstajala s stola. Ni potrebe, če se ti ne mudi. Ostani tukaj in se grej. Nato se lahko vrneš z mano. Tudi moja hči bo rodila ta mesec in vem, da je neprestano utrujena in kar naprej bi spala. Ti kar sedi in se še malo odpoči. Čez 10 minut pa bova krenila in ko pridem do tvoje postaje, te bom obvestil. Samo povej mi, kje misliš izstopiti, je rekel zelo prijazen voznik. V meni je spet začel delovati živalski nagon po preživetju. Hitro sem odgovorila. Za danes sem končala in zelo me bolijo noge. Zares se vam iz srca zahvaljujem. Izstopila bom v centru. Bila bi vam hvaležna, da me, če slučajno spet zaspim, prebudite, ko prispemo na cilj. Neskončno sem vam hvaležna, sem mu odvrnila z nasmeškom. In tukaj, na tramvaju za nocoj, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, končujemo. Hvala, ker ste bili z nami, bodite spet čez teden dni. Knjigo Pot do resnice je izdala založba Ognjišče. Vabljeni k branju in poslušanju romana ob četrtkih zvečer. Za nocoj pa lahko noč. Slišali ste del radijskega romana Pot do resnice. Knjiga je v prevodu Dušana Sporiša izšla v zbirki Žepna knjiga Ognjišča.